Ekološko pridelana hrana prinaša pozitivne učinke za potrošnike, pomembna pa je zaradi ohranjanja naravne in kulturne krajine. V oddaji gostimo Boruta Kokalja, katerega ekološka kmetija in sirarna Čilčevi je ena od partneric projekta Prehod na sonaravno oskrbo s hrano. Kot ponudniki ekoloških mlečnih izdelkov se pojavljajo tudi na različnih prireditvah na območju Las s Ciljem, predvsem v Idriji in Cerknem. Tokrat vas vabi na obisk ekološke tržnice v Cerkno v soboto 9. septembra. Lepo povabljeni. Borut, pa mogoče najprej z nekaj besedami o samem imenu domačije. Od kje izvira ime? Ime domačije Čilčevi gre v bistvu za staro hišno ime. Domačije so včasih imele imena, to izvira še iz časa, preden so bili izumljeni priimki, in ime se nam je zdelo simpatično, tako da smo hišno ime potem obdržali tudi, ko smo se preselili na to domačijo. Sama domačija ima kar bogato zgodovino, pa mogoče se malo sprehodiva čez samo zgodovino, na to pa dodava tudi tisto kapljico, ki lahko rečeva vaša zgodba, kdaj ste prevzeli domačijo. Ja, domačija Čilčevi se nahaja v vasi Pedrovo, to je majhna vasica na severnem kraškem robu s čudovitim razgledom na celotno Vipavsko dolino in na rob Trnovskega gozda. Vasica sama je bila poseljena že tam v pradavnini, v bližini imamo precej arheoloških najdišč. No, prav same hiše v sami vasi, torej prve kmetije, pa so se pojavile hkrati z Riefenberškim gradom, ki je v neposredni bližini vasice, to je nekje v 13. stoletju. Torej gre za kar precej staro vasico, bilo je tam nekje okrog 15 domačij v vasici, ki so se ukvarjali z vinogradništvom, nekaj sadjarstva in pa tudi živinorejo na okoliških pašnikih. Vasica pa je po drugi svetovni vojni praktično izumrla. Ljudje so se takrat iz tako odročnih in za kmetovanje neugodnih območij, kot je vasica Pedrovo, torej na strmem terasastem pobočju, izseljevali v boljše lege, v boljše pogoje za življenje. In ta usoda je pač doletela tudi vasico Pedrovo, tako da se je zadnja kmetija iz vasi selila v začetku 70. let. In potem je bila praktično vas prazna vse tja do konca 90. let. Dva starejša prebivalca sta živela samo še v vasi in hiše je že začel načenjati seveda zob časa. Potem konec 90. pa s tem trendom, ko postaja podeželje spet zanimivo za življenje, se je tudi vasica Pedrovo začela polniti. No in danes ima že 18 prebivalcev v 7 domačijah in kar 3 domačije se ukvarjajo tudi z dejavnostmi. Poleg naše domačije so tukaj še turistična kmetija in pa umetniška galerija z apartmaji, tako da se je življenje vrnilo nazaj v vas Pedrovo in ta spet živi. Kako pa ste vi postali del te vasi? Od tukaj namreč ne izvirate, kako se je začela vaša zgodba v Pedrovem? Ja, drugače izviram sam iz Idrije, torej z teh koncev. Potem pa me je pač življenjska pot pripeljala na sam Kras, kjer smo se začeli ukvarjati tudi z kmetijstvom, s kozirejo in ovčjerejo. Čreda je postajala vse večja in potrebovali smo seveda primeren prostor za te živali, za razvoj naše poslovne ideje in smo iskali primerno domačijo, in smo jo našli prav tu v Pedrovem. Tako da tukaj zdaj že 12. leto razvijamo to našo dejavnost. Gre se torej v prvi vrsti za kozirejo in ovčjerejo. Vredimo avtohtone pasme koz in ovc, tako da imamo kraško ovco oziroma istrsko pramenko, najbolj ogroženo pasmo ovc v Sloveniji. Gre za res ekstremno ogroženo pasmo, samo 700 jih najdemo v Sloveniji in mi smo ena izmed 5 kmetij, ki jih imamo. Koze pa so edina slovenska avtohtona pasma koz, torej drežniške koze. Obe pasmi se pasata tukaj na teh izjemnih kraških traviščih, kraških pašnikih, ki so eni rastlinsko najbolj pestrih v Evropi. In te dejstvi, torej, da so to stare pasme, ki so prilagojene danostim okolja, ki niso tako intenzivne, so bolj robustne, bolj odporne na bolezni, tudi potrebujejo manj močne krme, da dajejo mleko. Travniki oziroma pašniki kraški, ki so sicer skromni po hranljivih vrednostih, zadoščajo.
hkrati pa nam omogoča pač to izdelavo drugačnih sirov, drugačnih izdelkov v naši mali sirarni, kajti mleka te živali dajo precej manj kot moderne pasme, je pa to mleko precej drugačne strukture, precej drugačne kvalitete in pa še to dejstvo, ki smo ga prej omenjali, da so to izredno bogata travišča, so ogromno zelišči, dajo temu mleku tudi poseben pečat. Tako da z tega mleka potem v naši mali sirarnici izdelujemo kar precejšno paleto različnih mlečnih izdelkov. Aktivnost se izvaja v okviru projekta Prehod na sonaravno oskrbo s hrano in je sofinanciran strani Evropske unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije v okviru programa razvoja podeželja 2014 do 2020.